They cover! Do it! Oh, it's flying! Oh, get down! Oh, come Get to the chopper. Yeah, it's not the chopper, it's the jetpack. Yeah, Work it out! Ok, živeli youtuberi, kje ste, kva zdaj, kva dogaja, Dino je tle, danes imamo enega posebnega gosta in sicer tole je, kdo si ti? Andrej Lenart. Dej, povej, zakaj si ti sem sploh prišel, kako se mi dva poznava, kdaj si se mi dva spoznala? Sem prišel zato, ker si me povabil, da boš špila neke igrce, tako da tega se ful veselim. Poznali sva se, na snemanju filma Strah. Strah, ja, Tako. on je mene tepel. Ne sem tepel, zbrcal sem te. Ja, ti si bil skinhead, ne? Ja. Se pravi, ti si igralec. Daj povej malo zgodbo, kako si začel, kje si začel. Od malega sem užival v gledanju filmov, smo si še sposojali DVD-je v videoteki oziroma kasete še. No, pa ko so bili DVD-ji, sem pa vedno z užitkom pogledal še making of, behind the scenes na DVD-ju. Dostikrat mi je bilo boljš kakor sam film, pogledati kako so kaj naredili, ta iluzija, kako nastanejo pač neke scene, ki bi bile drugače lahko zelo nevarne ali pa nemogoče za izvesti v normalnem lifeu. In sem razmišljal, enkrat v življenju bi pa jaz rad bil del tega, da sem na takem setu, na kakšnem velikem hollywoodskem setu, pa da ne vem, pobiram smeti, držim kable. Samo da sem tam in da sem del tega. Tako me je pol začela zanimati produkcija in sem snemal kratke filmčke. Sam? Ja, doma s kamero sem se igral. Hudo, ti si imel celo kamero, mi smo še starejši, mi ti Fodder je prinesel domov enkrat ta prvi digitalni fotoaparati so bili po moje. Ker si imel še si mogel gledati skozi, kot pri analognem, pa delo je kratke filmčke, ne vem, 15 sekund ali 30 sekund, pa še ful so bili pospešeni, ni bila realna hitrost. In sem začel samo s tem igrati in sem snemal neke filmčke, varianta. Ja, v Movie Makerju zmontiral in pa sem imel doma premiero za, domače. In pa je prišlo do tega, da sem se mogel odločiti, kaj bi šel študirati in sem rekel, nekaj s filmom ali režija, produkcija, to me je takrat zanimalo. Igra tudi sam, ne vem, nekako me je bolj vleklo v to smer, da sem na strani produkcije, za kamero. In sem končal na študiju filmske in TV produkcije v Londonu. In tudi, ko sem bil gor, sem delal pač poleg študija non-stop, zato da sem preživel, da sem sfuril, ker London je drag. Jaz v Londonu sem bil 4 leta. 3 leta sem študiral, tako da pa sem pridobil izkušnje na snemanih filmov kot asistent. Kako si pa dobil to? A to ti šola zrihtal? Zelo sem bil proaktiven, hodil naokoli, iskal priložnosti, sem delal na kakšnem videospotu, kakšne male reklame, karkoli, sam da sem dobil izkušnje. Pa so bile olimpijske igre v Londonu in sem se prijavil za službico za BBC. Oni so imeli po celi Angliji, so imeli postavljene big screene, take velike zaslone, kjer so se pa ljudje zbirali in gledali v živo olimpijske igre. In so rabili neke koordinatorje na teh zaslonih. In sem dobil tisti job, ne. In title je bil BBC Big Screen Live Event Coordinator. A v bistvu, kaj sem jaz na delu? Bil sem kontaktna oseba od BBC-ja, sicer na lokaciji, ampak realno, če je karkoli zaštekali, jaz nisem imel pojma. Vse, kar sem se naštimal glasnost, veš, kot na televiziji. Če bilo malo več ljudi, sem naštimal malo glasneč, malo manj, to. Pa je tako, pa zdaj, študiral sem na University of Greenwich. Prav v bistvu naš faks, ta stavba, ful uporabljajo za razne sete za snemanje filmov. In po mojem drugi teden, kar sem bil jaz gor v Londonu, na našem dvorišču na faksu snemajo Sherlocka Holmesa, dvojko, Robert Downey Jr. Iron Man se pravi. Iron Man je bil na dvorišču. Iron Man, star. In jaz sem prišel pred predavanji bolj zgodaj, da sem lahko gledal, kaj se dogaja. Po predavanjih ostal zunaj, gledal, kaj se dogaja, malo spraševal ljudi, ker meni je bilo to kam. Hudo, itak. Ja, kam oni? Logično. Behind the scenes iz DVD-ja, samo živo. Bistvo moje, da sem jaz njega poklical, je tole. Tole, jaz verjamem, da je on ful ponosen sem tudi jaz, vsi smo lahko ponosni, da je on bil del Vojne zvezd. Star Wars. Resistance, upornik. Resistance. Ti se ukvarjaš z gumo, recimo. Bil si v velik filmih, sem opazil, gledal sem tvoj demo reel, bil si tudi neki vitez, pa neki si konje jahu, skratka si bil neki slav zdaj na zadnje v eni seriji. Kva sem bil? Ja, bil sem. On je bil tek mal, tako bolj tujih produkcija, ampak po mojem si najbolj ponosen, da si bil del Star Warsa. Fucking Star Wars. Veš kaj je Star Wars? In ta model je zraven bil. Kako ti je to ratal? Točne poti, še zdaj ne vem, kako je prišlo do tega, da sem jaz to se je dogajalo. Ne, ampak čisto tako, bil sem v Londonu, gor sem bil, iskal sem priložnosti za igranje in so imeli v bistvu po celi Angliji, po celi Ameriki so imeli odprte audicije za ta nov Star Wars. Takrat so iskali te nove like, Rey, Kylo Ren, in so se valjda pač šel tja. In to je bilo na stadionu Wembley,
tako da smo dolgo stali v vrsti, ne, jaz sem prišel, mislim, da uro pa pol prej, po mojem pred mano je bilo že 1000 ljudi. No. Ko stojiš v vrsti, prideš na vrsto, jaz nisem prišel dlje v drugi krog tisti dan. Prvi krog je bil to, da stopaš noter v en šotor, te nekdo pogleda in že, a si šel v levo ali pa desno. Šli že domov, eni pa naprej. Drugi krog je bil pogovor z enim od casting direktorjev, no tam sem jaz zaključil in to je bilo to, in sem šel domov. Pol leta kasneje ali pa še več, ena od agencij mene kontaktira, da bi me radi za vlogo pirata in pridem na kostumsko probo in stopim noter v to hangarje. In vidim kostume in vidim, da visijo kostumi od Stormtrooperjev. Takrat je bilo meni jasno. Pomeren kostum, vojaka upornikov, Resistance. Kako je bilo tam, ko si videl Harrisona Forda pa te fore? Ok, ja. Mislim, jaz sem na setu Star Warsa sem bil vsega skupaj po moje ne 3 tedne. Ne? Da sem stal na raznih lokacijah, malo hodil v ozadju. Ja. Okay. Kakšen je feeling biti s takimi velikimi zvezdami? S takim budžetom. Kar se tiče velikih setov pa velikih budžetov, sem mogoče že malo bil vajen zaradi tega, ker sem asistiral na takih filmih. Okay. Ne vem, kaj James Bond, Pepelka od Disneyja, Muppetki. Tako da to sem mogoče že malo bil vajen. Mene je bolj to zadel, da sem v Star Wars. Kar so delali mi je bilo the best, je, da so probali čim več narediti s praktičnimi efekti. Okay. Ne kukar Avengerji, ki je green screen, a veš, praktično prideš tja, vse kar vidiš je kostum, še to kdaj ne, in pa se pretvarjaš, da nekaj okoli tebe. Kle si ti stopil na set in kamorkoli si se obrnil, je bil set tam, je bilo real. In te droidi so se vozili naokoli. Ja! Jaz sem bil najbolj starstruck po mojem, ker sem videl R2-D2-ja, ki se je pelil naokoli. Ja! Wow! A si kdaj bil s temi velikimi imeni, si kdaj imel kakšen kontakt? Pa tako ena scena, ko smo imeli sceno, tam smo v tej bazi Resistance, hologram na sredini, Harrison Ford, Carrie Fisher, vsi C-3PO, ta novi, vsi. Jaz stojim tam zadaj, malo tako za Harrisonom Fordom. Ok, šundar, vse se pripravi, tišina, to je tistih preden bo take, ne? In se obrne Harrison Ford proti nam, tako nas pogleda, primer s pogledom in reče, če kdo igra boljš kot jaz, ste out. Se obrne nazaj. Ja. Pa malo ta komik pa to. Ma je komik, samo ta poker face non-stop. A veš, kaj ga ne poznaš, pa po pravici prej nisem gledal kaj dosti njegovih intervjujev. Sem bil tako, za moment, čakaj, pa valjda ne misli, da bomo mi boljši igrali kot on. To je bil moj stik z njim. Prvič sem ga videl živo, pa ko smo pa snemali zunanje scene od te baze upornikov, ki smo snemali v bistvu na nekih starih hangarjih vojaških. In postavili so prav X-winge, popisti. Še kakšni so pa te ta pravi, Ja, mislim, da ne leti, drugač pa od zunaj izgleda lepo, ne? Noter se je lahko usedel. A si kaj sliko zraven, imaš kaj? Nisem mogel nič slikati. Smeješ. Ne, kje, to, mi smo telefone mogli prav pustiti. Oziroma celo ekipi so jih prelepili kamere z neko tako nalepkico, da se vidi, če si jo odlepil čez dan. Mi smo, ko smo mogli v kostumih iti iz enega studija, mogoče v drugega, smo se ogrnili v take halje, da smo čisto pokrili kostume. Ker so oni paparaci. Školiko jih je bilo? A so bili, ja? Ja, če en je po nesreč posnel v tej bazi, kjer se je zunaj snemal, na koncu je bil tudi Millennium Falcon je bil postavljen. Polovica. Ker zunaj stavnika se ga vidi, pa sam zunanji eksterjer. In nekdo je z dronom letel in slikal kao tisto bazo in po nesreč ugotovil pol, da je na fotkah Millennium Falcon parkiran. In to je bilo naslednji dan na BBC-ju. Skratka, bil si v tem, bil si del te zgodbe, upam, da boš še kdaj bil, ampak zdaj le mene nekaj zanimivo. A si kdaj igral igrice? Igral sem igrice, čez osnovno šolo, pol srednja šola, še. Pa pa itak konc. Koliko pa navadu si? Pa ja, sem malo. Kaj si pa kaj igral? Največ se spomnim po mojem Age of Empires. Pa jaz sem basket treniral, tako da itak NBA Live. No skratka, zdaj le jaz sem se odločil za tebe, ker si ti fan pač Star Wars oziroma ker si bil noter, da jaz pa ti odigrava en Star Wars, ena Battlefront. Pa da vidimo dejansko, koliko je on noob, pa koliko sem jaz noob. Da best. Yo, prijatu, tole je moj show. Star Wars Battlefront, EA to the game. To je to, stari. To je to. Ti povem nekaj. Še zdaj, dobim malo solzne oči, ko slišam to vodno muziko. Te si ti videl živo, ne? To sem ja, C-3PO, z njim sem malo govoril na kratko. Anthony Daniels, v R2-D2 je bil tudi igralec noter v nekih scenah. Noter so ga spravili, veš, če je sam mehanika, pol ni mogel toliko čustvo pokazati. Rebel Alliance. Rebel Alliance. Zdaj si ti en čičonar star. A to sem je? To si zdaj ti. To je moj lik pol. Čez zdaj ne 30 let. Ja. Zdaj malo da vidiš kako, veš, z miško premikaš se. Premikam sem desno, tja, se obračam. Tako, levo klik. Blaster dela, to so moji. Ja, probi desen klik. Desen klik na miški. Aha. Povečaš, vidiš. Zdaj pa probi Q pritisniti. Aha, 1, 2, 3. Rebel si ta prav, stari. Poberi te.
Glej si ti, kakšna grafika je, stari. Hudo je, či. Kaj da si tam? Ma ja. Ej, jaz ne morem verjeti, koliko so šli naprej s tem. Brzo. To je to. Kako? Ja, ta je, ta prav. Dobro si ga. Dober je. Mislim, da si kdaj igral te take shooter igrice? Ma kdaj sem probal kje na PlayStationu, sam po pravici? Na PlayStationu je ful težko igrati. Težko je imeti. Defeat enemies and pick up tokens. Se pravi, ti moraš ti postreljati in te tokene. Pobirati le. Ja, a veš. To, šopaj, udri. Sam drž, probi. Sam drž, probi drža. A imaš tudi še mele, da jih... Ja, imaš. Pogino si! Umr si, no. Ne bo sikula. Ajde, gremo naprej. Idemo naprej. A to si kar... Ja, to sem ljubil. Veš, tam oni gor barike so, to moraš ta pont. Se pravi, kdo več pobije, prej zmaga. Kaže X. Desen klik pritisne. Ajde, pa ga pa lahko spičeš, probi streljati. Tega streli, ta je brez... Zdaj nisem bil zihar. Ja, zdaj ni imel čelade. Ni imel čelade, točno to. Ni imel čelade in tudi Pa isto ga nisem prepoznal po obrazu na to daleč, veš. Let's do it! Ja, ga tudi čopa. Ful dobro ponašaš. Get out of here! Ful dobro. Kako to, da znaš Švarcija ponašati? Ma, rekel so mi, da malo spominjam na njega, ki je bil mlad. Po faco, pa po mojem še nek naglas je bil. Pol druga stvar, ki ti nekdo reče, tak reče, dej reč neki ko on. Zapobrn. A nisem znal. Ja. A veš, in je to tako ful, exciting. Ja. Pa sem se pa naučil malo za foro. Že zna on. To je vojska. Za bazuka. Sem res, ti si šel v vojsko. Svaka ti čast. Se pravi, on je šel v vojsko 3-mesečno, sam se je prijavil. 3,5. Zakaj si se prijavil? Zanimala me je izkušnja, čisto nisem bil, bom rekel, noben fan vojske ali pa orožja nasploh. So rekel, ajde, dej, če ima možnost, pa veš kaj, ful za tujino, kar imamo audiciji, so kakšni vojaki, taki in drugačni, oni ruski IPD. Evo ga. In sem šel in nisem imel pojma, v kaj grem po pravici. Prostovoljno, no. Evo, in sem preživel 3 mesece pa pol. Koliko si plačen bil to? Mislim, da je slaba 2 jurja neke nagrade. Koliko sem jaz dobil za 7 mesecev? Koliko si dobil? 50 evrov. Ampak si dobil pa doživetje. Take cover! Do it! Oh, it's flying! Get down! Oh, come on! Get to the chopper! Yeah, it's not the chopper, it's the jetpack. Original model! Original story! It's like a backpack, but it has a jet. Snajper bi mogel vzeti, pa bi ga spičil v glavo. Jo, ker ne znam to hitro razpomenati. Ajde, trojka. Ajde, zdaj enega Ajde, desno. Čakaj, to dobro, tle gor gremo? Gor pet, ja, snajper bi moral vedno biti gor, en je vrgo dimno. Ajde, išči, enega tega spičil. Opa! Idem, tega. Ja, neki reloada. Desen klik, ajde. Moram kje reloada to. Ja, konc sam en šut imaš. Dej, kdo je šopaj, stari, nema tu zebancije, dosta priče, idemo. To, bum. Še malo pa bo se zmaga. Ja, ono, ko sem imel jaz na snemanju, ono ni več delal. Jaz sem imel blaster, veš. Pa ni nič strelil. Ni strelil. Dej mi prej, si videl, da so imeli une meče? Nisem videl. Ajde, poberi to. Lightsaberjev nisem videl. Pober to. Vse to, kar pobereš, to je proti zmagi, veš, imaš... A veš, kam je bilo pa še boljš, ker lightsaber v živo. Čak, kje je desno? Tora, kladivo videti. To mi je bilo, jaz sem fan Tora. A je železen ta prava ali plastičen? Imajo jih vsaj 10 različnih, se mi zdelo. A res? Imaš težkega, imaš enega, ki ima detajle. Aha, detajle. Ajde. Ok, super. Ajde, poberi zdaj to hitro. Čak, ne moreš. Pregrijo si ga. Ej, počas, ne se gre, Kupi, Jaro, kupi. Za vse je dovolj, evo to. Še malo berbo. Hitro, pober to. Še to pober, pa bo se zmagal. A ja, to moramo pobirati, da zmagamo? Ja. Zdaj mi poveš. Še malo, pa prej sem. Ja, pober hitro. Vse skače, a ja, vse za to. Evo, zmagal si. I'm proud to call you a rebel. I'm proud to be a rebel. Ruka. To. Rebel je zmagal, to. Svaka ti čas, stari. 30 let pozneje. Svaka ti čas, stari. Hvala ti lepa, da si prišel, da si se odzval, da si nam povedal malo zgodbo o Star Warsih. Verjamem, da bi jaz pa ti lahko prišla tukaj še 3 ure. Najmanj. Imaš še kaj zapovedati za naše audience? Join the resistance, pridružite se v uporu. Hadouken! Bravo! Yo, prijatu, tole je moj šov. Hitr se naštimi, da ti pa navžal. Yo, prijatu, tle igrice igram. Prid sem hitr, da ne bom igral jih sam. You win! Perfect! Kar na televiziji si. Hudo!